Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. V Sloveniji je vedno kar nekaj tem, o katerih se lahko pogovarjamo tako na notranje političnem kot zunanje političnem področju. Priča smo že nekaj časa hudim političnim pritiskom na delovanje slovenske policije, čiščenju kadrov prejšnje Janševe vlade in zdaj tudi prvim obsodbam slovenskih policistov, ki so sodelovali pri varovanju protestov v času tretje Janševe vlade, seveda, ko so bili v veljavi tudi ukrepi proti koronavirusu. Priča smo terorizmu po celotni Evropi, zdaj že v neposredni bližini Slovenije, onkraj Karavank, se je zgodil odmeven teroristični napad v Beljaku, nenazadnje priča smo velikim geopolitičnim premikom. Največji svetovni velesili ZDA in Rusija se dogovarjata o koncu vojne v Ukrajini. O tem in še več lahko spregovorimo samo z uveljavljenim strokovnjakom za varnostna vprašanja, policistom, pravnikom, nekdanjim vodjo, šefom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, gospodom Andrejem Rupnikom, ki je naš gost v studiu. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tudi prejemnikom častnega znaka Republike Slovenije leta 1994 za posebne zasluge za uveljavitev suverenosti Republike Slovenije. Do tja še prideva. Morda najprej za začetek, vaša kariera policista, pravnika, kasneje tudi šefa Sove. Vse do danes ste se zdaj v zadnjih letih malce umaknili iz javnosti, ampak bil pa ste aktiven, delovali ste, mislim, da s švicarskim podjetjem. Nam lahko najprej to razložite, kje ste bili v zadnjih letih? V zadnjih letih, od leta 2014, po dobesedno prisilni upokojitvi po ZUJF-u, takrat sem bil en mesec v pokoju, potem sem se pa reaktiviral pri švicarski organizaciji, ki se imenuje Ženevski center za upravljanje varnostnega sektorja, bolj poznan je pa po kratici DCAF, ki je seveda zgodovinska kratica. In v tej organizaciji, ki ima svoje pisarne praktično, mislim, da v tem trenutku okrog 18 državah po celem svetu, v tej organizaciji vodim pisarno v Ljubljani še nekaj dni, potem se upokojim. Delamo pa na področju reform varnostnih aparatov, kar pomeni, da pomagamo državam, ki so na poti demokratizacije ali pa približevanja Evropske unije, pri reformiranju policije, mejne policije, obveščevalno-varnostnih služb, parlamentarnega nadzora. In naš fokus je praktično vselej v demokratizaciji teh služb, kar pomeni, služba mora imeti orodja, znanja pa kompetence, ki so nujno potrebne za to, da naredijo to, za kar so plačani, vendar ne brez omejitev. Se pravi, vselej poudarjamo splošen družbeni nadzor nad temi službami in ta nadzor je več linijski. Prvi je interni, kar pomeni, da mora upravni aparat sam organizirati interne kontrole, da ne pride do zlorab. Potem je tukaj zelo pomemben parlamentarni nadzor, ki ga izvajajo ustrezne komisije. Pomagamo pri formiranju teh komisij, pri usposabljanju parlamentarcev za to, da to funkcijo izvajajo. In tretja linija je sodni nadzor, ker zelo pogosto te službe uporabljajo tako imenovane intruzivne metode, kamor sodi prisluškovanje, sledenje, ozvočenje prostorov, tajno snemanje in tako naprej. In za te ukrepe običajno sodišče izda odredbo, da je to dovoljeno narediti, kar pomeni, da sodišča in tožilstva izvajajo neke vrste predhodni in potem seveda tudi naknadni nadzor, ker se s temi metodami pridobijo neki dokaze, ki se potem lahko uporabijo pred sodiščem. Seveda vas slovenska javnost najbolj pozna kot nekdanjega šefa Sove. Mislim, da ste postali to leta 2007, v času Janševe vlade, bili potem tudi v času Boruta Pahorja na čelu. Takrat se kadri niso tako hitro menjavali, ni bilo teh čistk praviloma tako izmenjavo vlade? Ne, seveda ne. Poglejte, jaz moram povedati, da sem postal takrat direktor Sove, zato ker je bila Sova v precejšnjem razsulu. Takrat je bila prvič zgodovinsko izpostavljena vsem mehanizmom kontrole. Sova je takrat zaradi internih dogajanj nadzorovala vladna delovna skupina, računsko sodišče, tožilstvo je bilo noter, kriminalisti so trkali na vrata Sove, finančne inšpekcije, v glavnem, kdorkoli ima neko nadzorno funkcijo v tej državi, je prvič zgodovinsko leta 2007 se pojavil v Sovi. In moja ključna naloga takrat je bila, da poskušam te razmere umiriti. Ampak zakaj ravno takrat? Po mojem, da, jaz bom čist direkten. Redko kdo bi takrat tak posel prevzel. Iskali so pa takrat, vlada je iskala pač nekoga, ki ima v bistvu dovolj izkušenj na področju
upravljanje na področju varnosti in ki ima neke določene dodatne znanje sistemske narave. Jaz sem se po policiji že od leta 90 naprej ukvarjal tudi z organizacijo poslovnih procesov, z reorganizacijo in pa podobnimi zadevami in na koncu je zadeva precej enostavna. Nekdo te mora poznati po tej profesionalni liniji, ki ti nekomu priporoči in jaz lahko tukaj javno povem, da mene Janez Janša prej nikoli v življenju niti ni videl, niti me ni poznal. Je pa verjel tej osebi, ki mi je priporočila na to pozicijo. Nisem bil pa edini kandidat. Kandidatov je bilo nekaj in pač zdaj, zakaj so izbrali mene, ne vem. Je pa bila moja naloga takrat v bistvu predvsem popraviti vse, kar je Računsko sodišče ugotovilo. To je bila cela plejada nekih internih aktov. Pa kaj je pripeljalo do tega, da so se na Sovi dogajale takšne? Žvižgač. Pač ena oseba v Sovi je zaradi takih ali pa drugačnih motivov, ne nujno pozitivnih, razložila takratnim pripadnikom vlade, kaj vse je v Sovi narobe, kje so zlorabe, kje se v bistvu po domače povedano krade denar iz specialnega fonda, kje se v bistvu z temi informacijami ravna na nepravilen način in takrat so se potem začele izvajati te nadzorne aktivnosti in takrat leta 2007 je to povzročilo kar precej viharjev. Se pravi, razlog je bil v tem, da je nekdo po tolikih letih, ker pač Sova je menjala skozi zgodovino svoje imena, drugače pa to služba, ki je nastala v fundamentu leta 1991 in v začetku s kadri nekdanje službe državne varnosti, ker drugih kadrov ni bilo. Takrat tik pred vojno bi bilo tudi skrajno neresno, če bi recimo šli narediti tako kot v nekaterih drugih državah, ampak v času mira. Pa če enostavno ukiniš neko staro službo, za katero smatraš, da ni najbolj demokratična, narediš novo. Slovenija tega luksuza takrat ni imela. Jaz, ker poznam razmere, lahko trdim, da je takratna služba državne varnosti v Sloveniji večinsko, so njeni pripadniki zelo tvorno delovali tudi pri osamosvojitvi Slovenije. No, potem se je po bistvu zgodovinsko gledano menjalo ime službe, neki kadri so odšli, nekateri so prišli na novo in v resnici potem je bila ena od stvari, ki je bila moja naloga, je bila downsizing, se pravi zmanjšati število zaposlenih v Sovi, kjer lahko to zadevo narediš na več načinov. Jaz sem se odločil takrat, da bom naredil to po naravni poti. Starejši kadri bodo šli v penzije, nekateri ne bodo pač enostavno dorasli tem pritiskom delovnih pričakovanj, bodo sami odšli in bomo prišli do neke tiste številke, ki jo določila vlada s svojim kadrovskim načrtom. Nek termin, kot nekdo pripada, ne vem, Rdeči zvezdi, nekdo pripada črnim, pa tako naprej, za mene ni bil relevanten. Jaz sem tam spoznal celo plejado zelo sposobnih ljudi, pri katerih bi bilo idealistično pričakovati, da nimajo svojega svetovnega nazora. Lahko ga imajo, ampak to je njihova privatna stvar, ki ne sme vplivati na strokovnost. Zdaj pa Sova je v principu usmerjena na delovanje v tujini po zvezi s tujino. Se pravi, ta ideologija, ki jo ima vsak od nas nekje v ozadju, tudi če se ne zaveda, pač verjamemo v neke stvari ali pa ne sme vplivati na delo. Tako da jaz sem se trudil v bistvu najprej prepoznati kvaliteto v ljudeh, to strokovno kvaliteto in to je bilo za mene zadostne. Tako se pravi, nisem izvajal nikakršnih janšizacij ali pa ne vem, podobnih zadev. Ja, se do tam prideva praktično nepredstavljivo se danes v današnjem času zdi, da bi Janšev kader preživel na čelu Sove, ko se menja vlada. Vam je to uspelo, ko je prišel Borut Pahor? So bili časi drugačni? Ja, mislim, da ja. Veste, kljub vsemu, čeprav sem kritičen do vseh teh predsednikov vlade, ampak vsem so bili to drugačni ljudje. Se pravi, Pahor takrat, ko je prevzel vlado, seveda smo si vzeli nekaj časa, da videli, če bo sploh lahko delali skupaj in smo takrat dosti dobro delovali in podpirali določene procese, ki so bili zgodovinsko ključni za Slovenijo. Kaj konkretno tega seveda ne morem govoriti, ampak je bila Sova v tistem obdobju relativno učinkovita in je bil tudi predsednik vlade Pahor s tem zadovoljen. Je bil pa stalno deležen velikih pritiskov, kar mi je posebno povedal, da v bistvu nekateri so mnenja, drugi člani vlade, da v bistvu ne more zadržati direktorja Sove, ki ga je Janša imenoval. Se pravi, tako zelo enostavno je potem tam pri vrhu. Mi smo binarna dežela. Ali si nula ali si pa enka. Nihče ne priznava nobene sivine vmes. In skoraj ni v bistvu sprejemljivo, očitno za te naše politične elite, ki so si precej podobne, ni važno leve ali pa desne, da je nekdo prvenstveno zavezan pač svojemu poslanstvu, ki je stroka, potem pa vse ostalo. Ampak v redu, to se nam dogaja že od časa, jaz se dostikrat hecam od izbruha demokracije naprej, s tem, da je tempo tega postal čedalje bolj ubijalski. To je pa nevarno za demokracijo. Zmanjka kvalitetnih ljudi.
ciklično se menijo ljudje, na začetku so se samo pri vrhu. Če ti zamenjaš direktorje, svoje direktorje policije, ok, to delajo skoraj po celem svetu. In vsak od teh ljudi, ki je na tej poziciji, mora razumeti, da bo slej ko prej šel. Ampak da gre pa to tako globoko, kot gre v zadnjih letih, se pravi tam do nekih vodij na 3., 4. nivoju, to je pa nesprejemljivo. Morda kot šef Sove, kaj je bil tisti pritisk, ki je bil za vas najbolj nesprejemljiv, koliko neodvisna institucija Sova je od domače politike, domače vlade in konec koncev od tujih obveščevalnih služb, kakšni so bili recimo pritiski Američanov, kakšni Rusov? Poglejte, pritiska nekega političnega jaz v bistvu nisem čutil. Kvečem je bilo pomanjkanje jasnih političnih usmeritev, kaj ne Sova dela. Naprimer, po zakonu bi morala vsaka vlada, vsako leto Sovi dati pisna navodila, kaj so zunanje politične prioritete države, za katere ta vlada želi, da jih Sova v bistvu podpre. Se pravi, zbira informacije v tej zvezi. Tega ni bilo, niti takrat tudi danes ne verjamem, da je kakšna sprememba na tem področju, tako da vse te vlade po vrst niso čisto sigurne, kaj ne s to agencijo počnejo, tako da agencija precej odvisna sama od sebe, si sama pogosto določa prioritete. Jaz osebno, ampak mogoče je to bilo samo veljavno za mene, nisem doživljal nekih direktnih pritiskov, zato ker bi se jih tudi tako bi v bistvu to zadevo uredil v kali. Ker sem vsakmu od šefov vselej povedal, za mene bo zakon tisti, ki je alfa in omega, če bo to v okviru zakona, bom naredil, kar se od mene pričakuje, če ne bo, pač tega ne bom naredil. Kar se tiče pa v bistvu vpetosti Slovenije v mednarodni prostor, je pa Slovenija subregionalna sila, kar se tiče Sove. Se pravi, nimamo nekega velikega dometa, ampak so pa določene področje, kjer tematsko ali pa geografsko zelo dobro delujemo. In to je bila naša prednost v sodelovanju s tujci, kar marsikdo ne ve. Je, da te obveščevalne službe po teh mednarodnih ključih med sabo zelo dobro sodelujejo, predvsem znotraj Evropske unije, Evrope kot širše, pa tudi na mednarodni ravni. Pričakovanje, recimo, če tako pogledamo, z Rusi smo imeli naprimer čist korektne odnose in tekočega informiranja, ker večina teh držav ima v Sloveniji v ambasadah svoje deklarirane predstavnike. Tako da v tej zgodbi z Rusi v Sloveniji so nekateri mediji pisali, da je ruski obveščevalec pod krinko hodil v zapor kontaktirati ta dva svoja kolega iz SVR-ja. Ne drži, ta človek, ki je hodil z ruske ambasade, je deklariran pripadnik ruske obveščevalne službe, se pravi, ni delal nič tajnega. Problem pa Rusih je, da je poleg tega, ki je deklariran, še cela plejada drugih, ki delajo pod diplomatsko krinko. Z Rusijo smo imeli korektne odnose, takrat je bila v tistem obdobju ruska pač tak dosti indirekten pritisk, je bil predvsem Južni tok, to je bil njihov strateški interes, da se zgradi ta plinovod. Na drugi strani je bil pa zelo močan ameriški interes, da se to ne zgodi. Američani so po vseh variantah pritiskali na Slovenijo, da ne postane del tega projekta Južni tok, in Slovenija seveda ne postala del tega projekta, ampak zakaj pa kako, to bi verjetno lahko takratni predsednik Pahor odgovoril, zakaj se je to tako zgodilo. Ampak so tudi na vas pritiskali kot šefa Sove, ali jih je vsaj zanimalo? Ja, veste, te pritiski so precej subtilni, se pravi, ni to nekaj direktnega. So pač neka pričakovanja. Zdaj za mene so verjetno na začetku bili prepričani, da bom nekako bolj povezan z Ameriko, glede na to, da sem leta 1996 diplomiral na njihovi FBI akademiji. Ampak za mene so bili vselej v spredju naši slovenski interesi, potem pa vse ostalo. Se pravi, mi smo z Američani dobro sodelovali, ampak pogledajte, pri obveščevalnih službah je vselej en pritisk navzoč. Kje ste to zvedeli, kdo je vaš vera? Bi nam vi prepustili tega vera, kar je no-go zone, se pravi, tega nikoli ne naredimo, nobena obveščevalna služba tega ne počne. Lahko sodelujemo, lahko sofinancirate neko operacijo, dobili boste informacije, ki za nas niso strateško pomembne, so za vas, ampak tukaj se ostavi. Rekli ste, leta 1996 ste bili kot kriminalist na izobraževanju v Združenih državah Amerike. Kaj je stvar, ki vas je morda najbolj navdušila pri izobraževanju v ZDA? Odličen izobraževalni sistem. Tam na tej akademiji FBI so v bistvu res predavali vrhunski strokovnjaki, ki so kombinirali svoje akademska znanja z prakso. Tam naprimer predmet, naprimer intervju in zaslišanje je vodila ena profesorca, ki je bila sicer vrhunska strokovnjakinja na tem področju, in če se je karkoli, ki je v Ameriki zgodili, takrat za nekaj dni šla na teren in opravila neka ključna zaslišanja. Se pravi, tam je vse temeljilo na tem, da smo v tem delu akademije, ki sicer usposablja redne agente. Jaz sem pa sodeloval v programu, ki se imenuje National Academy, kar pomeni, da Američani po tradiciji že od ustanovitve akademije vsako leto povabijo 4 generacije ljudi, ki že delajo v policiji, v vseh mogočih policijskih organizacijah. Poleg tega pa tudi od 20 do 25 tujcev,
v okviru tega programa in jim oni predstavijo svoj način dela. In ta način dela je približno tak, da dobiš vse neki izziv, naprimer gledaš ali pa prebereš nek tekst, ki je policijsko relevanten, gledaš nek video in potem moraš do tega, kar si videl ali pa prebral, postaviti neke vrednostne sodbe. A je to kaznivo dejanje, kako veš, da je, kako nekomu verjeti pri izpovedbi, kako ne. Ko je to zaključeno, se potem v bistvu nadgradi zadeva z teoretskimi spoznanji, ne, in v tretjem delu se uri, ne, kar pomeni zelo velike urjenja. Ne. V tem je ta bistvena prednost. Ni balasta, se pravi nobenih balastnih informacij. Kar sem videl, je potrjeno v praksi, kar so nas prenesli preizkušeno v praksi in to, kar se naučiš, je zelo kvalitetno. Ampak zakaj to prenašajo na tujce? Kaj je njihov interes? Ja, njihov interes je tako imenovana mehki vpliv. Ne. Amerika ima celo plejado programov, približno 12 elementov te mednarodne moči, ki jih je popisal eden od njihovih nekdanjih svetovalcev za nacionalno varnost zelo dobro v svoji knjigi. In med te vzvode moči sodijo v bistvu nekateri, ki so navidezno v bistvu stran od politike. Ne. Sem sodi naprimer ekonomsko sodelovanje, potem znanstveno sodelovanje, predvsem pa mednarodna razvojna pomoč. Ne. USAID. USAID, ja. Ali pa recimo program, ki ga izvaja njihovo ministrstvo za pravosodje. Ne. In v okviru tega programa ministrstva za pravosodje oni povabijo določeno kvoto tujih policistov, da se udeležijo tega njihovega šolanja in na ta način oni skozi to prijateljsko gesto širijo svojo mrežo po celem svetu, ne, ki je primarno usmerjena v policijsko sodelovanje, ta od FBI-ja, ne, preko ostalih mehanizmov, tako kot je USAID, si pa pridobijo prijatelje, kar pomeni, če je Amerika dobro zapisana v neki afriški državi, ker je dala toliko in toliko tisočev ali pa 100 tisočev ali pa milijonov dolarjev za neko pomoč, bo ta država ostala ameriška zaveznica od teh lokalnih sporov pa vse do OZN-a. To je mehka moč. Bova o USAID še malce kasneje. Preden greva na notranje politične teme, prej sva že omenjala dobitnik častnega znaka Republike Slovenije. Kako je do tega prišlo, če nam poveste s vašo osamosvojitveno vlogo? 94. leta se je pač nekdo takrat od naših šefov odločil, pa nas predlagal nekaj iz takratne uprave kriminalistične policije za ta odlikovanja. To odlikovanje je bilo predvsem povezano z osamosvojitvenimi procesi. Jaz sem v tistem obdobju delal v vodstvu krim policije in sem praktično bil od začetka vojne naprej sicer v pisarni, ne. Se pravi, mi smo bili na vrhu v tem upravnem delu in v tistem obdobju je kriminalistična policija, kolikor se je le dalo, opravljala svoje redne naloge, ne. To pomeni, da vsak konflikt oborožen, kjerkoli je bil, so ga kriminalisti pa kriminalistični tehniki preiskali in dokumentirali, tako kot bi ga, če bi šlo za kakšno nesrečo ali pa za kakšen drug zločin. To je bila ena naloga, druga naloga je bila pa, da so pripadniki krim policije takrat aktivno sodelovali pri procesu zbiranja informacij. Od pripadnikov vojske so se predali. Veliko kriminalistov delali v teh zbirnih centrih takratnih zaradi pridobivanja informacij. Imeli smo pa seveda tudi nalogo, da to sami delamo. Jaz sem v tistem obdobju v vojski pač enega agenta, po domač povedano, ki je bil registriran kot vir kriminalistične policije in je bil zelo učinkovit, sicer je eden od mnogih, ne. Takrat je imela slovenska država kar nekaj ljudi. Z te note, ne, ki sem jaz pokrival, sem potem naknadno po vojni ugotovil, smo imeli 5 agentov noter, ne. Jaz sem vodil enega od teh agentov in je bil za nas zelo koristen, ne. Sicer ne bom rekel, da je to nekaj, kar je odločalo o usodi Slovenije, ampak veliko detajlov, veliko ljudi dobiš eno celovito sliko, ne. In to je bil potem verjetno razlog za to odlikovanje. Drug razlog je pa bil, da sem takrat v teh zgodnjih letih delal v krim policiji, delal na razvojnih projektih. To so bili pa projekti z področja kriminalistične analitike, kriminalističnega obveščevalne dejavnosti pa informatizacije. A vas skrbi, kaj se danes, ko vi zdaj odhajate počasi v pokoj, dogaja s slovensko policijo? Absolutno me skrbi. Jaz trdim vso odgovornostjo, pa me lahko kdorkoli pokliče na odgovornost za tega, da policija gre navzdol, ne. Organizacijsko, psihološko, pa mogoče še po kakšnem kriteriju. Preveč je teh slabih sporočil, ne. Naprimer, če gledamo samo sistem imenovanja na položaje, ne, ki bi moral biti meritoren, pomeni, nekdo ima neke zasluge, merljive zasluge in je v bistvu sploh povabljen za to, da lahko napreduje, ne. To smo mi zapisali v predpise, v podzakonske akte, pa tako naprej, ampak se v praksi ne izvaja, ne. Se pravi, če dalje več se ljudi imenuje po nekih skritih kriterijih, po neki pripadnosti in tako naprej, kar je slabo. In zamenjave na teh položajih so prehitre, ne.
Neke običajne zamenjave čist na vrhu so normalne, potem, če se gre pa to pregloboko, so pa prehitre. Predvsem je pa zelo slabo sporočilo, če imaš ti, na primer, policijo, ki je dolžna ravnati po zakonih. Policist se ne more spraševati, je ta zakon ustaven ali ni, ali pa je ta odlok ustaven ali ni. On je po tej isti ustavi dolžan striktno spoštovati te predpise in ravnati po njih. To ne gre za izbiro, a bi ali ne bi, ti moraš, ne. Ni to, da je dovoljeno, pa da je to alternativa, ampak ti moraš ta svoj posel narediti. In to je policija delala dolga leta, ne. Potem so se pa zgodili ti pretresi, predvsem v zvezi z situacijo COVID, post-COVID, politični protesti in tako naprej. In je to za policijo bilo zelo negativno sporočilo, ne. Se pravi, če boste delati, koliko vam piše v predpisih, koliko vam bodo poveljniki odrejali, tvegate, da boste ostali na ulici, da boste v kazenskem pregonu in to je destruktivno. Policisti danes ne vejo, kaj sploh ne naredijo in potem je marsikdo pragmatik in če vidi tam neko situacijo, tako kot naprimer tista je bila zelo zanimiva, ne. Se pravi, če se spomnite, mladina z avtomobili divja po eni parkirni hiši, ne. In potem pridejo policisti s tistim svojim avtom z lučkami in se tam nek mladoletnik, mislim se, da je bil mladoletnik, usede pred avtomobil in je tam ta glavni frajer, mu vsi ploskajo, ga snemajo in tako naprej in policija nič ne naredi. Ker policist ve, karkoli bom naredil, bom potencialno izgubil službo, bom potencialno v nekem kazenskem postopku. Če bi se ta ista scena zgodila nekje drugje, v Evropi, ne, tudi tam, kjer jih imamo za zelo demokratične, bi bil to popolnoma drugačen postopek, ne. Verjemite mi, da bi to, če bi bilo potrebno uporabiti ciljo, bi jo tudi policija uporabila. No, se bodiva konkretna. Obsojeni na prvi stopnji 4 policisti, ker so krotili nasilne protestnike v času, ne vem, rekla jim bova Stevanovičevi protikoronski protest. Ja. To zadevo poznam, zato sem prebral dokumentacijo, začenši s tem poročilom Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ne, ki je vir za vse ostalo naprej, za tožilsko ovadbo in za potem odločitev sodišča. Moje mnenje je, da je to v bistvu nekaj, kar ni atribut pravne države, ne. Se pravi, kazensko pravo je bilo uporabljeno na način, ki je krivičen, ki je nepošten in v bistvu nedovoljen v demokratični državi, ne. Poglejte, če nekomu očitate, da je storil kaznivo dejanje, ne, morajo pri teh ljudeh obstajati vsi znaki kaznivega dejanja, med njimi je ključno naklep, ne. Se pravi, ti policisti bi morali z nekim dolus malo zlobnim naklepom ravnati, koliko so, ampak tega ni bilo, oni so ravnali tako, kot je bilo ukazano. Potem uporabljati naprimer take argumente, kot so naprimer policija je bila sploh zlobna, ker je v vodo primešala plin. To lahko naredi samo nek analfabet, ki teh stvari ne pozna. Tako trditev postavi. Namreč, če ti plin primešaš v vodo, je ta intruzivnost tega plina v bistvu nižja, ne, se pravi, manjše posledice ima za tistega, na katerega tak plin deluje, kot pa ne, ker se plin je vodotopen, se v vodi raztopi, ne. Pri nas se je to na veliko poudarjalo, da je bila to hujša oblika uporabe sile. Posledic praktično z teh demonstracij ni bilo. Ali bi kdo končal v bolnici? Ni. Plin je neprijeten in marsikdo, ki je bil deležen takrat tega plina, se je znašel na tej lokaciji, za katero je bilo naprej jasno, da je prepovedano gibanje. Ampak mediji še danes pišejo, zaplinili so Ljubljano, ne? Veste, to se sliši politično zelo dobro, ne, in to spominja na nek drug obdobje, ne, če zapliniti Jude ali kaj podobnega. To je v bistvu nek izraz, ki potencira to nezadovoljstvo v družbi in potencira ravnanje policije. Za moje pojme je policija takrat ravnala v skladu s predpisi, morale zagotoviti red, to ni njena izbira, bi ali ne bi, ampak to mora narediti. Niso pretirano uporabljali prisilnih sredstev in to, da so potem na koncu 4 policiste na taktični ravni, enega poveljnika enote, pa 3 policiste, ki so bili podrejeni, ne samo, da so jih kazensko ovadili, ampak so celo obsojeni, ne, se pravi, čeprav je v takem čudnem kvazi sodnem postopku, na katerega so se zdaj pritožili. Brez obravnave. Ja, tu zdaj so se pritožili, oziroma ugovarjali so v bistvu zoper ta kaznovalni nalog in bodo morali država speljati normalen postopek, kar bo pa zelo kompleksno. In ne verjamem, da bo prišlo potem v normalnem procesu do obsodilne sodbe, ker bi to bilo, mislim, če se bo to zgodilo, potem jaz v slovensko pravno državo ne verjamem več. Ampak vi nekako verjamete, da to, kar se zdaj tem policistom dogaja, da je to v nadaljevanje neke demonstracije policije? Veste, poglejte, takrat, ko so bile te demonstracije, ne, in ko se je zgodilo to zaplinjenje Ljubljane, to je bilo, mislim, da 5. 10. 20. 21. Takrat je v Ljubljani potekal ta vrh Evropska unija, Zahodni Balkan. Prav, imeli smo celo vrsto tujih delegacij na najvišji ravni, kar je že samo po sebi, tudi če ni demonstracij, zahteven varnostni
dogodek. Poleg tega so se v bistvu odvijale te proti-omitvene demonstracije zaradi ukrepov zaradi COVID-a, ki so bile po celem svetu več ali manj enake. Posod so bile omejitve gibanja, posod je bilo treba maske nositi in tako naprej. Čemur se je pač določena manjšina v Sloveniji uprla na ta način, da so šli na ulice pa demonstrirali, ampak dokler je to mirno, ni nobenega problema. Problem je nastal od septembra naprej, ko so se noter v to množico pomešali, v bistvu, jaz jih imenujem drhal, kar je v bistvu čist korekten prevod iz angleške besede mob. To pomeni ljudje, ki so v bistvu v svojem principu v demonstracijah nasilni in pridejo na demonstracije z enim samim namenom. Izzvati spopad s policijo, izzvati prekomerno ali pa neko sorazmerno ukrepanje policije in s tem celo zadevo potencirati. Kdo jih je poslal, kdo je bil za tem? Veste, neki imen je, naprimer, jaz trdim, da osebe kot je Stevanović ne morajo se izogniti neki vsej posrednji odgovornosti. On je ljudi pozival, ne pridite, on je sicer jaz vse rekel, pridite na mirne proteste, ne. Pa še nekaj teh ljudi je bilo, ne, ampak ti protesti so bili, veste, če se to enkrat zgodi, potem človek misli, ok, mogoče je bilo res spontano. Če pa to kar pravilno, se to zgodi 4-krat zapovrstjo, ne, pa natančno veš, da to ni več spontano, ne. Mislim, da ste prej rekel, da ste bil enkrat tam zraven, pa ste videl, kako ta zadeva poteka. Če ti v neko maso pomešaš določen procent teh ekstremistov in ti ekstremisti začnejo najprej z vzkliki, potem z metanjem, ne vem, nekih predmetov, naprimer plastenk, pa tako naprej se to lahko konča. Povleče za seboj množico. Seveda, to povleče za seboj množico, temu pač rečemo enostavno psihologija množice, ki je najbolj očitna recimo z kakšnih športnih dogodkov, kako se to lahko razvije. Potem tukaj ne gre več za slučajnost, ampak je vse do neke mere v ozadju nek dirigiran način tega dogajanja. Po tem dogodku 5.10. je policija v skladu z zakonom, ki to narekuje, formirala svojo interno strokovno skupino, ki je poročila vse te dogodke. To je odredil še generalni direktor, ne Olaj. Ja. Po zakonu morajo to narediti in so to tudi naredili. In kdo je v bistvu ocenjeval tele razmere takrat? Je stroka, policijski vrh, tisti, ki poznajo protidemonstracijske, proti neredne, se pravi postopke, ki jih policija uporablja proti neredom. In so ugotovili noter v tem poročilu, da je bilo veliko taktičnih napak, ne? Ampak te taktične napake ne pomeni niti prekrškov, niti nekaznivih dejanj. S tem je bil case closed za policijo. So se pa seveda že od začetka pojavljali ti politični pritiski. In v tistem obdobju, se pravi, ko je nastopila oblast, pač Janševa vlada, takrat v času COVID-a, ko je prejšnja vlada razpadla, je bilo že tisto prvo noč nekaj zamenjav. Med njimi je bila zamenjena takratna generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki je pa na oblast, na to pozicijo prišla ravno na podoben način. Minister je takrat zamenjal enega drugega človeka, ki je bil generalni direktor policije, čez noč in je ona prevzela to pozicijo. Se pravi, isti vzorc se ponavlja potem naprej. Ona je bila takrat odstavljena, to je bilo, mislim, da je bil, to je bil 13. marec leta 2020. In odstavljen je bil takrat tudi Boštjan Lindav in to je bila tista plejada visokih policijskih šefov, ki so potem utasno delali in bi morali delati na področju irregularnih migracij, pa so se zgovarjali, da oni pač niso sposobni za to. Zanimiv, vodiš celo policijo, potem pa ne znaš ene zadeve speljati, ki je v bistvu nižje zahtevnosti, kot je pa vodenje policije, čistko poleg vsega tega. Potem se pa zgodijo ti preobrati, menja se vlada, nastane pač nova vlada pod vodstvom premiera Goloba in jaz temu v bistvu večinoma ne verjamem v tej točki, da je pa prišla Tatjana Bobnar do njega, pa mu ponudila, da če bo ministrica, da bo speljala deinstitucionalizacijo, to bi pa ne moram 100% verjeti, ampak se mi zdi kar verjetno. In zdaj sam ta proces, ta dogovor med dvema politikoma o deinstitucionalizaciji, to ni kaznivo dejanje. Ko rečeš, uporabim nek termin, ki enostavno pomeni, vse, ki jih je prejšnja vlada oziroma ki jih je Janša postavil, treba skiniti iz položaja, ne glede na njihove kompetence, ne glede na njihove kvalitete, ne glede na njihovo kariero. Na drugi strani pa policista, ki je ravnal po ukazih nadrejenih in je uporabil plinska sredstva, ki niso nobenega poškodovala, obsodiš, tle na tej strani se pa nič ne zgodi. A je to pravilno, a je to atribut pravne države? Za mene ni. Se pravi, primerjate zdaj ti dve zlorabi. In potem je ta proces deinstitucionalizacije 9 mesecev normalno laufal. Se pravi, tacenske pisarne so se napolnile z drugimi ljudmi. Potem je prišlo pa do loma. Zdaj, zakaj je prišlo do loma med predsednikom vlade pa Tatjano Bobnar, to lahko na dva se je razpravljalo o tem na veliko. Ampak tisto, kar mene čudi, a 9 mesecev je bilo v redu, se je to normalno počela, potem pa kar naenkrat ne več, zato ker pač pri meni hotel tvojega izbranca postaviti za šefa policije. Govorite o Lindavu.
Ja, v Lindovu. Ja. Čeprav leta Lindova poznam, Tatjano Bobnarjo tudi poznam, ne. Sicer nismo bili nikoli neki zelo ozki sodelavci, ampak Slovenija je tako mehna, da se vsi med sabo poznamo. Ne. Meni je Lindova recimo škoda, on je bil kot kriminalist zelo dober, bil je dober šef krim policije in verjetno tudi takrat, ko so njega zamenjali, to ni bilo čisto pošteno. Ne. Tatjana Bobnarjeva je pa pač bila ravno tako kriminalistka, potem je delala v upravi krim policije. In se njena kariera dramatično spremenila s trenutkom, ko je postala ministrica za notranje zadeve. Dajte mi pomagati. No, se ni važno. Ne vem, kaj mislite. Ministrica je postala v tistem obdobju Za notranje zadeve. Prosim? Postala je ministrica za notranje. Ne. Pred tem, ko je bila Tatjana Bobnar, je bila še takrat na kriminalistični policiji, jo je takratna ministrica postavila za pomočnico direktorja, generalnega direktorja policije. Takrat se je potem Tatjani Bobnar ta njena karierna pot bistveno spremenila. Ne. Tako da je tukaj veliko enih takih zanimivih, jaz sem rekel, da so koincidence, ampak ko pa človek išče naprimer neke globoke vzroke, zakaj se je nekaj zgodilo, so počasih lahko to čisto taki bizarni razlogi. Prej ste rekli, običajno normalno je, da padajo glave povsem pri vrhu, ko se menja vlada. Ja. A je potem se zdaj prvič po vaše zgodilo, da je šla ta Golobova vlada tako globoko v strukture policije? Ta je šla zdaj zelo globoko. Če se spomnite, takrat on naročil, da morajo vsa ministrstva pripraviti sezname vseh uslužbencev, vključno s policijo pa vsemi ostalimi službami, ki so v času Janševe vlade bili postavljeni na položaje, so pa napredovali. To so ogromne številke ljudi, ki se je posegel, po mojem prepričanju, neupravičeno v njihovo tudi zasebnost, ne samo v nek položaj. Ne vem, kaj so potem s temi seznami počeli, ampak lahko to povežemo, da je janšizacija ljudje, ki so bili imenovani za časa Janševe vlade in se potem to kar zarolali, se pravi, šli so zelo globoko, ampak pogledajte, to je skoraj neustavljiv proces, ni se zgodil prvič. Pred tem je tudi Janševa vlada to naredila ne tako globoko, ampak relativno, potem je Golob ta vzorc prevzel, čeprav je trdil, da oni bojo pa čisto nekaj drugega, je to ponovil. Jaz se bojim, kva bo potem naslednjič spet. Zmanjkalo bo ljudi. No pa sej nekateri politiki na Twitterju že napovedujejo, zdaj bomo pa tudi mi, ker ste vi postavili te ovire. Najslabša stvar, jaz pravim, za vsakega človeka, ki je na položaju, je treba striktno spremljati njegovo učinkovitost, sposobnost, kompetence in tako naprej. In to je prvi kriterij. Če na tem področju gotoviš, da je nekdo nesposoben, potem zakon že zdaj v bistvu pozna mehanizme, kako tega človeka legalno, legitimno zamenjati. Sam moraš dokazati, da je nesposoben, da ni dobro delo ali pa da je bil politično prodana duša. Ampak pri nas se tak postopek ne uporablja, se ljudi kar menja. Če še malo se ostaneva pri primeru Bobnar-Golob, kazensko ovadanje premijer. Tako trdijo mediji, ne vem, je Bobnarja kdaj to v javnosti povedala, ona ga je pač ovadila, niti ne vem čisto točno zakaj, ampak verjetno zaradi tega, ker sta imela pač na tej ravni neke dogovore, pri katerih, če pač upoštevam, za katero kaznivo dejanje ga preganja, ne bi šlo za neko ponudbo usluge za kontrauslugo, kar je korupcija. Zdaj bomo videli, kaj bo vam z tega, če to bo ok. Vi verjamete, da bo? Ne. Ne, pri tem v našemu sodstvu ne. Glejte, Slovenija je šla skozi nekaj faz. Začetna faza demokratizacije je zadela policijo. Se pravi, policija je bila deležna zelo temeljitih pa zelo globokih sprememb v smeri demokratizacije. Vojska recimo tudi, takrat je bila ustanovljena in se je postala na neke nove temelje. Je pa ostalo nekaj družbenih podskupin, ki so ostale pa nedotaknjene. S sodstvom se nihče nikoli ni uspel v celoti ukvarjati, da bi recimo enostavno zagotovil, da so tam noter res ljudje, ki nimajo nobenih drugih kot samo strokovne preference, da imajo res kvaliteto v smislu znanja, izkušenj in tako naprej. Ni bilo neke prenove v pravosodju, kar se zelo pogosto kaže na dnevni ravni. Potem tretji tak družben segment je pa sigurno pa zdravstvo. Vidite, koliko ministrov pa koliko vlad se je že poskušalo s tem ukvarjati. In čist posod naletite na isti problem. Slab management. Ne moreš kriviti konjev, če je fijakar v bistvu slab. Ima on lahko 8 vpregov, se pravi 8 konj, in če on ne zna upravljati s to vprego, bo imel slabe rezultate. Isto je po slovenskih podsistemih. Dokler ti nimaš gor vrhom, pa en človek ne more nič narediti. Mora biti več ljudi, ki so zelo kompetentni, ki so strokovni, ki so domoljubi, ki bodo v bistvu znali pritegniti ta pošten del ljudi zraven in se potem spremembe dogajajo. Tako je bilo, ko sem bil v Sovi. Jaz sem moral tam samo pač določeno kvoto ljudi pridobiti, da so v bistvu sprejeli te nove paradigme
firme znotraj Sove, se pravi, ki so temeljile na nekem poštenem strokovnem delu, ostali sledijo, tako kot tisti v demonstracijah, tistim, ki sprožajo nerede. Kaj pa očitki, da je premier vplival, da sta bila ruska vohuna prijeta kasneje, oziroma da je to v javnost prišlo kasneje? To sem že povedal večkrat tudi javno. Če tak ukrep nima nobenih posledic na kazenski postopek, jaz ne vidim tle nobenega problema. A veste, to je recimo dejanje, ki ima zelo močne mednarodne implikacije. Ne? In bi bilo za moj pojme nezaslišano, če bi recimo policija pa direktor Sove naredili to zgodbo, ne, se pravi aretirali 2 ruska vohuna, kar bo seveda imeli mednarodne učinke, ne, in da predsednik vlade za to ne bi vedel. Ne. In v vsaki državi, tam, ker je top level decision making, ne, se take ključne operativne zadeve predebatirajo tudi na politični ravni, in če se znotraj tega najdejo politični argumenti za to, da se to prestavi ali da se najde nek drug termin, je to čisto v redu. Ne vidim v temu problema, jaz vidim probleme potem v drugih delih te zgodbe. Predvsem pretirano razkrivanje informacij javnosti, ne. Ker se pa zelo hitro zaplezaš. Ne. Nekaj razkriješ, potem je ta zadeva predebatirana na 2 komisijah v parlamentu, kar ti je recept za to, da bo to šlo ven, in imaš potem še podobne nonsense, kot je to. Ne. Nekaj, kar je bilo označeno kot tajno, zdaj javno. Ne. Pa nekateri trdijo, da je to še zmeraj tajno. Ne. Kar je kdo bo tukaj odgovarjal, mislim? Mislim, da noben. Tudi ne vidim prav nobenega razloga, da bi moral kdorkoli za karkoli odgovarjati v tej zgodbi o ruskih vohunih. Razen te debate na ravni 3 ljudi, ne. Direktorje Sove, Bobnarjeva pa Lindav. Te 3 bojo pa morali, sam ne verjamem, da bi kdajkoli uspel to razčistiti. Ne. Treba je pač upoštevati dejstvo, da ni nič dokumentiranega, nič od tega nima dokumentov, ne, kar je spet en slab atribut države. Ne. Ključne stvari morajo biti dokumentirane, potem je to sledljivo, pa veš, kaj se je zgodilo. Če tle imate pa sam besedo ene osebe proti drugi osebi, in takrat ga ni človeka, ki bi lahko meritorno presodil, kdo ima prav, pa kdo govori resnico. Da grejo pa na lie detektor, če čo. Premakniva se zdaj onkraj meje. Teroristični napad pred dobrima 2 tednoma v Beljaku, prosilec za azil iz Sirije, začel je svoj pohod na mostu proti glavnemu trgu, 6 ljudi je zabodel, 14-letnik je umrl, v Nemčiji se je teden dni prej zgodilo nekaj podobnega, potem po tem incidentu zabadanje z nožem v Parizu, 2-krat v Angliji. Skratka, zdaj je to res blizu Slovenije. Pa me zanima, kako ogrožena je, kar se tiče terorizma, Slovenija. Ne? Mi smo bili doslej pač navajeni o tem brati, ampak zdaj se je pa res zgodilo na avstrijskem Koroškem. Ne? Veste, ko je tele zadeve, ko se enkrat začnejo odvijati po celem svetu, slej ko pride tudi nam. In vse, kar je potrebno, je, da se nekomu, ne, ki je že v državi, tako kot je bil ta Sirijec, ne, nekaj premakne v glavi, ne, in to naredi. Ne. Ni nujno, da je to naklepno, ni nujno, da je to v bistvu premišljeno, ni nujno, da je to zelo motivirano z neko ideologijo. Jaz trdim, čeprav avstrijske oblasti dirkajo s temi izjavami, da je tip čist uravnovežen, jaz mislim, da ni, ne, da bo slej ko prej v nekem poštenem sodnem procesu ugotovili, da nekaj z njim ni v redu. Ne. Težko je pa zdaj postavljati v bistvu na neki izjemi neko splošno pravilo. Ne. Se pravi, mi imamo te sporadične teroristične napade v Evropi v bistvu ves čas, enkrat v eni državi, enkrat v drugi. Zelo pogosto ti ljudje, ki izvedejo te napade, ne, definitivno prihajajo iz držav, kjer so pobegnili zaradi takih ali pa drugačnih razlogov, zelo pogosto ne zaradi političnih, ampak zaradi ekonomskih. In ko pridejo v neko državo, ki jih mogoče tudi sprejme, ne, jim celo odobri pač neko bivanje, se pravi azil, ugotovijo, da oni tam nimajo enakih možnosti kot drugi državljani v tej državi. Ne. Se pravi, da so neka sekundarna klasa ljudi, in pri nekaterih to povzroči revolt in se potem lotijo zadev, kot so na primer zabadanje z nožem in tako naprej. To je za nas seveda popolnoma nesprejemljivo, ampak ne moramo pa trditi, da je to v bistvu zdaj prevladujoč model, ki ga ta populacija izvaja. Ne. Dokazuje pa nekaj drugega, da je treba pri tem, ko se nam pač migracije dogajajo zgodovinsko, čez celo zgodovino, včasih bolj, včasih manj, biti zelo rigorozen in enostavno zavračati vse, kar nima jasnega razloga, zakaj bi lahko stopilo na ozemlje katerekoli države, sploh pa Evropske unije. Torej, če nekdo beži pred vojno, gledajte, to nima noben človek nobenega problema, ne. Smo sprejeli Bosancev zelo veliko takrat, ko so bile vojne po Balkanu, sprejemamo Ukrajince, sprejemamo v bistvu vsega, tudi Sirijce v tisti začetni fazi. Ko se pa tem Sirijcem
pridruži v tej masi, ki je šla preko Zahodnega Balkana, 2/3 ljudi, ki niso z območja, kjer je vojna, ki so mladi, ki so fantje, ki bi lahko v svoji državi normalno delali, pa šli v neko vojsko, pa kaj podobnega, takrat je pa to problem. Ne? In pri teh 100 tisočih ljudi, ki prihajajo čez ozemlja držav na zahodni balkanski poti, pa naprej na zahod, se seveda najde tudi določena kvota teh, ki so nevarni. No, vprašanje je, a se to sploh da preprečiti, ne? Glede na to, recimo, da Avstrijci so bili eni prvih, ki so v času tega velikega migrantskega vala ponovno uvedli policijski nadzor. Ne da se preprečiti. Veste, kako je, vi lahko postavite zdaj na mejo, na mejne prehode, ne? Policiste vsake te državi. Oni povzročajo probleme nam, normalnim državljanom, ki spoštujemo zakone, ne? Zato da spet ste v nekih kolonah. Ne? Nekdo, ki ima zle namene, verjemite mi, da bo prišel noter ali mimo menjega prehoda, se pravi čez zeleno mejo s pomočjo kriminalnih združb, ali bo pa se maskiral v neko skupino ljudi, ki bodo najprej, ko bo prišli čez mejo, začeli kričati azil, azil. Ne. In to se je zgodilo, naprimer v te nekatere velike odmevne teroristične napade v Parizu, v Belgiji pa tako naprej, so bili dejansko pleteni ljudje, ki so z migrantskim valom prišli balkansko pot. Ja, to je bilo potem kasneje potrjeno. Takrat, ko sva jaz pa kolega Travner te trditve postavila, da bo s tem migrantskim valom infiltrirana tudi določena kvota pač teh operativcev Al-Kaide, so bila takrat označena za osebe, ki sekuritizirava v bistvu humanitarno vprašanje. Ampak, veste, če delaš v teh varnostnih službah celo kariero, gledaš na te stvari malenkost drugače. To je nevarno, se pravi, Evropa bo morala v bistvu narediti odločne korake v smeri kontrole, boljše kontrole migracij in seveda ne moramo reči, zapiramo meje za vse. Za tiste, ki izpolnjujejo pogoje po mednarodni zakonodaji, se jih lahko spreme, se jim lahko omogoči, da so na varnem. Ko ta nevarnost mine, se morajo vrniti domov. Razen, če seveda niso v bistvu v neki boljši poziciji, ki je pa spet brutalno enostavna. Doktorje, pilote, ne vem koga vsega, vse te države zelo z veseljem zadržijo, nekoga, ki pa v bistvu nima nobene izobrazbe, se ne nauči jezika, se noče integrirati, pa seveda noben noče sprejeti. No, sicer tukaj je šlo za zanimiv primer, da je njegov morilski pohod v Beljaku ustavil drug Sirijec, dostavljalec hrane. Poglejte, to je tisto, kar v bistvu potrjuje stvar. Niso vsi slabi. Imaš v masi nekoga, ki je slab in potem to vrže slabo luč na vse. Se ste videli, tudi v tem primeru v Beljaku je narod na ulici najprej želel obračunati s tem good guyem, se pravi tem pozitivnim Sirijcem. Potem so ga javno izpostavili z imenom pa s priimkom, so mu naredili medvedjo uslugo. To je bilo politično zlorabljeno. Češ ne, imamo pa tudi dobre Sirijce, ampak ta človek je zdaj izpostavljen potencialnemu maščevanju ljudi, ker nekateri med temi ljudmi bodo rekli, on je izdajalec. Sirijec je prisegel islamski državi. Ja. To je precej nevarna stvar. Če že imaš nekoga, ki je naredil nekaj, kar nam koristi, iz te druge populacije, tazga človeka treba zaradi. To je podobno kot pri obveščevalnem delu. Ja, mislim, da Kronen Zeitung je bil tisti, ki je prav velik članek naredil o tem Sirijcu, verjetno z namenom, da bi preprečili, da bi se v narodu sprožil revolt proti vsem migrantom. Ja. Ampak, a se to zdaj da preprečiti? Svobodnjakom, ki ne uspejo nikakor sestaviti vlado v Avstriji, podpora skozi te teroristične napade, ne samo v Avstriji, samo še narašča. Ja, politično to izkoristil, vse eni in drugi, naprimer eni za eno trditev, drugi za drugo. In to isto zgodbo lahko zdaj gledava z dveh zornih kotov. Eden je ta, poglejte, eden je bil gnilo jabolko, ampak večina je pa dobrih, zato poglejte, kako je ravno ta drug Sirijec. Na drugi strani pa druga stran lahko reče, lejte, oni so nevarni, ni vsak, ampak večina jih pa je. Naprimer, to lahko z različnih zornih kotov gledate, preprečiti se pa to seveda ne da, še najmanj pa z neko kontrolo, ponovno kontrolo na meji. To, kar delajo zdaj v bistvu, veste, kaj hočejo samo narediti? Hočejo preprečiti, da bi spet masovno prihajali ljudje v te države iz balkanske poti. To se Italijani trudijo, to se Avstrijci trudijo, Nemci se trudijo, Nemci imajo za Avstrijo podoben režim kot Avstrijci z nami, ampak je to predvsej neuspešno. V resnici je treba irregularne migracije poskušati zavreti čim bliže tam, kjer izvirajo. Je pa tisto, kar je pa seveda najbolj bizarno, ti ljudje prihajajo z Evropske unije v Evropsko unijo. Oni morajo prečkati najprej Grčijo, potem grejo na balkansko pot, ki ni Evropska unija, od Hrvaško, bosanske meje naprej, ali pa hrvaško-srpske meje so pa spet v Evropski uniji. Obstaja nekaj realno izvedljivega, ko govorimo o obljubi remigracije? Obstaja sprememba pravnega reda v Evropski uniji, ki bo
ne samo bolj natančno opisala, kdaj bo neka oseba zaradi zatiranja v domači državi, ne. Se pravi, treba je to operacionalizirati, kar je zapisano v mednarodni konvenciji, dobila pač pravico do azila, ne. Postopke je treba pohitriti. In treba je v bistvu začeti delati že čist na meji, ne. Kar pomeni, veste, to je bilo na primer v času železne zavese, ne. Takrat so iz Jugoslavije nekateri ljudje bežali, ne, in so šli v Avstrijo ali pa v Nemčijo. Oni niso imeli prostega gibanja, oni so šli v tako imenovane lagre, ne, tako so rekli, pač po gor na tem centrom, in so bili tam noter nekaj mesecev, zato da je v bistvu ta država, ki jih je gostila, našla neke možnosti za njih. Eni so ostali na zahodni Evropi, nekateri, zelo velikih je šlo pa takrat v Avstralijo ali pa nekatere druge prekomorske države, ne. Ampak niso imeli prostega gibanja. Pri nas je pa šlo o tem, da če ti prideš na mejo, prestopiš mejo ilegalno, ne, se pravi, si storil prekršek, si takoj dekriminaliziran, ko rečeš azil, ne, se pravi, greš v drug postopek, ki je bolj human, bolj evropski, in te odpeljejo v enega od zbirnih centrov, eden pač trenutno največji v bistvu tle, kjer je živim, v Logatcu, ne. In tam te oskrbijo, dobiš za jesti, dobiš za piti, dobiš neka oblačila, in gor jih zelo veliko že v prvih 24 urah, zato ker so prišli bliže svoji namembni deželi, ne, se pravi bliže Italiji pa zahodu, gredo direktno dol v Dolnji Logatec na avtobusno postajo ali pa na vlak in se odpeljejo naprej. Policisti jih lahko legitimirajo, ampak ne morajo jih pa aretirati. In to bo šlo po tem principu toliko časa, dokler se Evropska unija ne bo odločila, ok, prišel si regularno v našo državo, ker pa ne vemo, kdo si, kaj si, ne vemo, predstavljaš nevarnost za javni red, pa za našo ustavno ureditev, boš moral počakati v nekem detention centru, ne, se pravi, nek prostor, ki je ugrajen, iz katerega nimaš prostega izhoda, ki je humano urejen, se pravi, poskrbljeno za družine, za otroke in za vse, vendar boš moral počakati tam do konca postopka. Postopek bo pa lahko samo dvosmeren. Ali boš dobil odobren status mednarodne zaščite, ali se boš pa mogel vrniti v svojo matično državo. Namreč v Sloveniji po statistikah je malenkost več, mogoče kot 1%, ta procent niha skozi leta, ne. Tistih, ki na koncu res dobijo pač pravico do mednarodne zaščite, ne. Ker to, kar policija prestreže, ne, ni vse, kar je prišlo čez našo državo, nekaterim uspe pride čez, ne. Te, ki jih pa prestreže v nekaterih primerih, lani ne, koliko jih je bilo, ampak predlani vem, da jih je bilo čez 60 000, jih približno 90% takoj na meji reče azil. Ne, in te sti gredo potem po tem postopku mednarodne pravne zaščite, ostale vrnejo ali jih pa na primer dajo v ta center policijski v Postojni in so potem deportirani. Od teh, ki so ostali, jih počaka do konca postopka, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve izvaja, bore malo, ne, se pravi, večina odide, ne. In kam gredo? Ja, gredo v Italijo, po Avstrijo, se drgam iz Slovenije. No, ampak vprašanje je bilo, ne, svobodnjaki v Avstriji, ki so zmagali, so obljubljali remigracije, ne. Ja. Alternativa za Nemčijo, ki je dosegla svoj najboljši rezultat v zgodovini, podvojila rezultate zdaj na nemških volitvah, je obljubljala nekaj podobnega. Kaj to pomeni? Da vsi tisti migranti, ki jih je Angela Merkel pred 10 leti povabila v Evropo, jih bojo zdaj natrpali na letala in vrnili, ne? Vseh ne morajo. Se pravi. To je isto, kot pri Trumpu. Kaj se sploh da narediti? On je obljubil, da ne da se kaj dosti narediti. V bistvu predvsem pa to prisilno vračanje. Edina stvar, ki se jaz bojim, je vračanje nazaj kaskadno proti izvoru, ne. Se pravi, da bi Avstrijci vse, kar je prišlo iz Slovenije, nam vrnili. Kam bomo mi pol z njimi, ne? Ali pa Italijani, da bi isto naredili. Ampak jaz trdim, da bodo morali poiskati bolj pragmatične rešitve in enostavno vzpostaviti nek sistem, po katerem bodo dobesedno evaluirali vsakega posameznika. Če se nekdo v neko družbo, ne, kjer živi zdaj recimo že 5 let, ne, pa čeprav je prišel ilegalno, ima neko delo, nekaj dela, pa kaj podobnega, naučil se jezika, ne. Potreba s temi ljudmi drugače ravnati kot s tistimi, ki imajo neko kriminalno kartoteko, ne. Se pravi, mora biti nek kriterij, komu bodo v teh državah, če bodo šli v te postopke, dovolili ostati, kdo bo pa moral zapustiti. Trump je recimo to naredil v Ameriki tako, da je nekaj teh letal nafilal za unijo, so kriminalci, ne. In jih poslali v To ja. Pa je pa še problem v tem, ne, on je to, ker so še zmeraj, čeprav nazadujo, so še zmeraj super sila, lahko to izsilil pri Kolumbijcih, ne. Rekel, lejte, če jih ne boste sprejeli, potem bojo carine za vas 50% ali neko, ki je že rekel, pa noben več iz Kolumbije ne bo mogel, niti pošten človek ne bo mogel stopiti v Ameriko, pa so morali potem Kolumbijci to sprejeti, ne. Zdaj, a so Avstrijci v poziciji, da kaj takega naredili, jaz ne verjamem. Pa tudi mislim, veste kaj, to potem generira še večji konflikt, ne. Nekateri ljudje, ki so zdaj na radarju služb, se bodo umaknili v ilegalo in bodo potem neka potencialna zelo huda opozicija. Ampak kakšne posledice bo vse to, kar se zdaj po Evropi v zadnjem času vendarle dogaja, ne? Tudi dvakrat
v Nemčiji, enkrat v Münchnu z avtom med množico, Ja. prej mislim, da s tovornjakom na božičnem sejmu. Kakšne posledice bo to na dolgi rok imelo na Evropo, na politično sliko v Evropi? Ja, negativne, ne. A se zdaj Evropa obrača? To se po že 10 pozna. letih? Glejte, to se že pozna. Ne. Se pravi, avtomatsko, ko so take razmere, ljudje to opazujejo in jih je strah. Ne. In potem v bistvu volijo tistega, ki jim obljublja, da bo ta problem rešil. Ne. To je zdaj v bistvu desnica oziroma skrajna desnica. Ne. In te stranke napredujejo, naprimer, pridobijo če dalje boljše rezultate, ne. Ampak je to nevarno. Lejte. To je za vsako demokracijo, vse skrajnosti, skrajno levo, skrajno desno je nevarno. Nekje tam okrog centra, levo pa desno je v redu, je normalno, tam se bodo našli neke rešitve. Nekdo bi vam oporekal, da je recimo alternativa za Nemčijo skrajna desnica, tudi to v Evropi več ni povsem jasno. Ne? Veste, kako je, žal ne tega jasnega profila političnega, ki smo ga poznali 100 let nazaj, ne, smo demokrate, socialiste, ne vem kaj še, tega danes ni več. Se v Sloveniji ne morete profilirati strank. Greste pogledat, naprimer, tisti zanimiv poskus pred volitvami, ne, pa imaš te teste na internetu, ko sam sebe testiraš, katera stranka ti najbližje glede na tvoje preference, lahko dobiš zelo smešne rezultate ven, ne. Na koncu izpade, da si ti simpatizer neke stranke, ki v resnici sploh nisi, ampak če pa vzame samo ta vrednostni okvir, ki ga stranke opredelijo v svojih teh dokumentih, razvojnih ali pa v programih političnih, ni razlike. Ne. Veste, kje je razlika? Razlika je potem v konkretnih ljudeh. In svet nazaduje zato, ker včasih smo imeli res državnike. Ne. Danes imamo pa v bistvu na čelu vlad ljudi, ki se človek sprašuje, kako je to mogoče. Ne? Naprimer, da imaš v bistvu, poglejmo našega premijera, pa ga primerjate z Drnovškom. Kakšna razlika radikalna je to bila. Ne? Drnovšek je bil, kljub vsemu gospod, je bil v bistvu človek, ki je nekje vedel, kaj dela, okrog sebe je zbral skupino zelo dobrih ljudi, ki so delali to, kar je on pač približno želel. Ko je govoril, se ga je poslušalo in ni govoril neumnosti. Ne? Danes imate pa liko obratno sliko. Ne? Pa primerjate to naprimer z drugimi temi voditelji Evropi, ne? Naprimer Macron. Ne? Najprej od velikega prijatelja Putina, ki bi takrat že vsak vedel, da Putin ga bo krog prinesel, ne? On pa velik prijatelj s Putinom in potem ravno obratno, totalni nasprotnik Putina. Ne? Se pravi, niso to državniki, to so neka nova plejada politikov, ki zelo rada nastopajo v javnosti. Centrikov. Ja, in ne izkoristijo priložnosti, da bi bili tihne. Ker v resnici smo ljudje, kljub vsemu, predvsem starejši vajeni na politike, ki se ne pojavljajo prav zelo pogosto, ko se pa, se jih pa posluša. Ne? A bo morda novi potencialni voditelj Nemčije, kancler Merz, kaj drugačen? Zdaj bi zelo težko napovedal, ne? Čeprav se mi zdi, da je to kar pozitiven premik, vendar sigurno, da bomo vsega tega narediti, kar je obljubo. Ne? Ključen problem pri njemu bo ekonomija, ne? Zato ker Nemčija je v bistvu ekonomska še zmeraj supersila za Evropo, ne? Za nas vse ostale, ne? V svetovnem merilu nič posebnega, ne? Ampak Nemci v bistvu ekonomsko zapadajo če dalje večje težave. Ne? In on je zdaj sicer rekel, da bojo več vlagali v obrambo, nekaj razume, da je varnostna situacija ni ugodna. Ne? Če Amerika izstopi iz NATO, od NATO ne ostane nič. Ne? Če pogledate, kakšna so ta razmerja moči med Ameriko pa vsemi ostalimi zaveznicami, je brez Amerike NATO nesmiselna zadeva. Ne. Zdaj pa nevarnost obstaja v Evropi, da, žal obstaja. Ne. In bo treba vlagati več v obrambo in on je to obljubil, da bo zelo povišal obrambni proračun, pa kje bo dobil denar? Ker tisto, kar je kritično za Nemčijo, ne, oni so v bistvu bili pa sigurno v svetu ena od velesil, kar se tiče avtomobilske industrije. Vse ključne znamke so pač nemške, ne, tiste, ki pomeni nek prestiž in so vse v težavah. Ne. Del teh težav izvira iz tele paradigme svetovne, ki je za moje pojme preuranjena, premalo premišljena ta zelena alternativa. Ne. Če pogledate samo, koliko baterije stanejo za tak avtomobil, koliko je to umazana tehnologija, da se pridobijo surovine, ne, v teh revnih državah za baterije, kako tega ne morete pol v bistvu uničiti, je to katastrofa. No, ampak zdaj, zakaj sem sprašal v Merzu? V luči njegovih napovedi, ne, mi moramo postati neodvisni od Združenih držav Amerike. Mi kot Evropska unija. Je to, kako ste vi videli to napoved? To je v bistvu nek poskus aktiviranja množic, ne, čist nič drugega. Realno ne, je pa to nemogoče. Ne. Koliko sem povedal, v bistvu NATO brez Amerike nima nobenega smisla. Ne. Donald Trump, Ja. premakneva se zdaj k prvemu mesecu po njegovi vrnitvi v Belo hišo. Marsikoga ni presenetilo, kaj je počel doma, ne,
vzpostavitvijo Muskovega Dodgea, kjer se nekako krči državne stroške, ampak ta dogovor čez noč praktično o koncu vojne v Ukrajini, pogajanja z Rusijo in zgrožena Evropa, ki pravzaprav opazuje vse skupaj nemočno. Kaj se tukaj dogaja? Ne? Vse dve svetovni velesili ta hip pogovarjata o koncu vojne in o novi geopolitični delitvi sveta. Zanesljivo. Vemo že zgodovinsko, da je Trump zelo naklonjen predsedniku Putinu. Veliko teorij obstaja, zakaj ne. One skrajne teorije kažejo na to, da je Trump zgodovinsko z Rusijo povezan malo bolj, kot pa sam želi priznati v tej zgodbi. Ne. In zavedno ali pa nezavedno deluje v ruskih interesnih sferah. Ne. To, kar pa zdaj gledamo, je pa res do skrajnosti brutalno za 21. stoletje. Ne. To je kot kolonializem. Ne. On se dogovarja okrog teritorija neke suverene države z drugo državo, ki ima tam ravno tako svoje interese in se pogovarjati o naravnih bogatstvih. Ne. Dobesedno se razpravlja o tem, kako bo ta plen razgrabljen. Ne. Ti se držiš to, kar si usvojil, jaz bom pa tej državi pobral naravna pa rudna bogatstva. Evropejcev ne bomo pa nič vprašali. Zgodovinsko dejstvo je, da se mora Evropa zdaj v tem trenutku zelo povezati, ne. In pokazati Trumpu zobe. Se on ne ve, da dela na dolgi rok škoda, veste, komu bo naredil več škode, je ameriškim državljanom. Ne. On lahko dvigne tele carine tudi z Evropsko unijo na 25%, s Kitajsko grozi, kva bo naredil, z nekaterimi državami je to že uvedel, samo ne zaveda se pa to, da bo to v bistvu imel precejšnje škodljive učinke na njihovo ekonomijo. Ne. Če pogledava, pa vzamemo na primer neko bizarno zadevo, Jack Daniels whisky, ne. Če bo dvignil carino za 25%, Slovenci pač ne bomo kupali Jacka Danielsa, bomo kupali raje irskega Jamesona, ki je ravno tako dober. Ne. Ali pa Harley Davidson, itak v Sloveniji itak bil že prej predrag, zdaj bo hudo predrag in tazga motorja na nobeno kupil. Bomo raje kupali še naprej japonske motocikle ali pa nemške pa tako naprej. Ne. Se pravi, on bo na dolgi rok predvsem škodoval svoji lastni državi. Ne. Kaj je pa nevarno pri telih populizmih, po domač povedano? Ljudje nasedajo tem populistom, ki obljubljajo nekaj, česar ne bodo mogli narediti. Ne. Včasih, če populist še celo verjame, da je to sposoben narediti, pomeni, da je nor, ne, še bolj nevaren. Ne. Ampak narod se na dolgi rok nikoli ne motne. In ko ne dobi tistega, kar mu je bilo obljubljeno, se lahko ta zadeva zelo radikalno spremeni, grdo spremeni. Ne. In jaz mislim, da Amerika, kot v bistvu, ko sem jaz bil mlajši, mi je bila v bistvu pojem za neko demokracijo, za nek napredek, recimo 96. leta na akademiji, pa tako naprej, ko sem spremljal to državo zelo odblizu, ne, je danes ravno nekaj popolnoma nasprotno tega, kar sem jaz pričakoval, da bo Amerika ostala. Ne. Zdaj, ker je pa to velika država, ker je supersila, bo to imel pa globalne učinke. Ne. Tisto, kar meni že dolgo leta skrbi, vse me je skrbel islamski fundamentalizem, ne, ki se je, hvala Bogu, z razbitjem ISIS-a nekje ustavil, čeprav še zmeraj obstaja. Se pravi, ta nevarnost je zdaj malenkost bolj pod kontrolo. Ekspanzija Kitajske absolutno ni pod kontrolo, ampak je to v tem trenutku je to mehka ekspanzija preko tehnologije, preko znanstvenih dosežkov pa tako naprej. Ampak če se Kitajci enkrat odločijo, da bodo zavzeli svet, ga bodo. Oni so nekaj, kar ni primerljivo z nobeno drugo državo, ne, in napredujejo, oni konstantno napredujejo. Če gledate malo, naprimer, kako oni delajo nova mesta, nove tehnologije razvijajo, to je neverjetno, ne, in so supersila v vsakem primeru. Ne. Rusi, kljub temu, da so supersila, ne, so zdaj v bistvu ogromen potrošili zaradi te vojne, ne, ki je neproduktivna. Ne. To je v bistvu ena najbolj nesmiselnih vojn, ki smo jih doživeli v zadnjih ne vem kolikih letih. Ne. Izčrpavanje na obeh straneh, ljudje po nepotrebnem umirajo, zakaj? Za tiste ravnice, tam, za katere se borijo. Ne. Se pravi, je nekje v podrejenem položaju. Amerika pa ne glede na to, kar bo Trump naredil, mislim, da nekih hudih ekonomskih prebojev ne bo dosegel. Zato, ker bo kontraočinke dosegel. Ne. Prav vsaka akcija ima reakcijo. Ne. In če bo on z ekonomskimi ukrepi nastopil vse posod v redu, nekaj cajta bo to bolelo, ampak so drugi trgi. Kaj mislite, da se bo zgodilo v Ukrajini, po vaše? Bo prišlo do nekega dogovora med Rusijo in ZDA? Če bo interes na ruski strani, da, če ne. Ne odloča Trump, odloča v tem primeru izključno samo Rusiji, se pravi Putin. Če se on ne vliče v te vojne, pa če mu bo uspelo zadržati teritorije, ki jih je pridobil za vojaško silo, potem se zna zgodi, da se bo tam vzpostavila neka linija demarkacijska med dvema stranema, drugače pa ne. Je pa Trump naklonjen nekako napotitvi
mirovnih To ciljev. je povedal, ja, ampak to je brez veze. Ursula von der Leyen pravi, ne more biti odločitve v Ukrajini brez Evrope. Ja, se strinjam, samo kdo te pa je vprašal? V tem je problem, zato razlagam. Super sile ne vprašajo nobenega. In ti, ki si mehen dol pri tleh, lahko belskaš v luno, ampak se ne bo nič zgodilo. In Evropa žal, ne glede na to, kako je zastavljena, mi nismo Združene države Evrope, ampak smo nekaj drugega, se pravi nek sui generis pravne tvorbe, ki je že od začetka precej nestabilna in zatem, ko se širi, postaja še bolj diverzificirana, se pravi imate noter države, ki imajo diametralno nasprotno stališče, kaj ne bi naredili. In obrambna politika pa varnostna politika v Evropi nikoli nista bile močne stvari. A je smiselno, da mi kot Evropejci, Evropska unija to naredimo? Je, absolutno je. In bi morali pač naši voditelji doseči nek minimalen konsens, kaj bomo naredili. Ker sicer smo lahko zelo blizu propada. Meni recimo, sem star 65 oziroma letos sem star 65 let, me za prihodnost to pravijo, da je malo starostjo povezan, ampak vseeno, glede na svet, ki ga gledam okrog sebe, me kar tako, bom rekel, malo skrbi, kaj bo ostale zadeve, ker smo zelo blizu spopadom svetovnih razsežnosti. S takimi politiki, pri katerih ti ne moreš anticipirati, kaj bojo naredili, ker ni vse razumsko narejeno. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. No sej, morda če še malce ostanejo pri Trumpu, kako vi vidite te njegove izjave, ki tako odmevajo, ne vem, najprej narisen zemljevid Združenih ZDA skupaj s Kanado kot 51. zvezna država, ne vem, ambicije po Grenlandiji, ne vem, morda celo prisilno, pa zauzetje Panamskega kanala. A je to samo šov za javnost, a je v ozadju kaj več? Ne, to ni samo šov za javnost. Deloma ja, ampak on v resnici kot nek gospodarstvenik, se pravi nek, kako bi temu rekli včasih, handler na področju nepremičnin, ker je pač v svoji karieri naredil celo vrsto dobrih poslov, vse je na škodo nekoga drugega, na ist način upravlja zdaj z ameriško državo. In to, kar reče, on v resnici to misli, to pa že vemo o njemu, da v resnici, če ni mislil, ni rekel, če je pa mislil, je pa to povedal, na srečo pa tega večinoma ne bo mogel narediti. Pred oddajo sva se pogovarjala, eno zanimivo stvar ste omenjali, ko sva se dotaknila teme USAID, te ameriške pomoči, zdaj po zadnjih podatkih ne bi ukinili skoraj 90% pogodb po svetu. Ne bi pravite, da bo to tudi za Američane imelo negativno posledice? Vse, da bo imelo negativne posledice. Amerika ima celo vrsto vzvodov svoje moči. Vojaška ni najbolj pomembna, pa prva, čeprav je zelo pomembna. Potem imate ekonomsko moč, diplomatsko moč, znanstveno moč, cela plejada teh orodij, ki jih je Amerika zgodovinsko uporabljala za to, da je v bistvu širila svoj vpliv. In USAID je v bistvu eno od orodij, ki je bilo razvito ravno zaradi tega, da Amerika pridobiva prijatelje. Oni so vložili ogromne količine denarja, zgodovinsko gledan, v države v razvoju, v Afriki, tudi v Evropi, vse posod. In na ta način si v bistvu oni širijo pač ta politični vpliv, zato ker pridobijo zaveznike. Nekdo, ki je nekaj pridobil od Američanov in to navide zastonj, bo njihov prijatelj. In ko bo treba Ameriko podpreti, to ZN, naprej, pa kjerkoli drugje ali pa na regionalni ravni, bo vselej zaveznik Amerike, glede na to, da je imel tega v preteklosti korist. To je pač nek mehanizem mehke moči. In zdaj, čez noč to odrežeš, potegneš vse svoje osebje ven, demontiraš cel sistem USAID, pomeni, da to ne bo šlo na nek način skozi, da bi ti ljudje, ki so bili prej zavezniki, to ostali. Vsak bo rekel, ok, v redu, dokler je Trump predsednik, Amerika ni več moj prijatelj, bomo iskali prijatelje drugje. A veste, kaj bodo najdli? Kitajci so praktično v Afriki že dolga leta noter in ko bodo oni enkrat noter, se Amerika tja noter ta prostor ne bo mogla vrniti. Tudi Rusiji je enako v Afriki predvsem, ker je pač veliko prostora za to. Ampak zanimivo pa je, da Donald Trump vsako svojo potezo upravičuje ravno z kitajsko grožnjo. Mislim, da so Američani skoraj v tem trenutku, vse kar se Tajvana tiče, večja grožnja Kitajcem kot obratno. Zato, ker so zgodovinsko gledan Američani utrli to svojo zunanjo linijo pacifiško preko japonskega otočja z jedrskim arzenalom, ki ga na drugi strani otok v veliki meri. Tako da v bistvu, če gledamo samo tele potencijale,
razen seveda števila vojakov, ki je na Kitajskem enormno, ne, je višja grožnja Amerika proti Kitajski kot pa obratno. Ne. Zdaj seveda on pa gleda Kitajsko predvsem skozi ekonomski aspekt. Ne. On ve, in to je zgodovinsko dejstvo, ne, da so Kitajci praktično v zadnjih 50 ali pa mogoče še več letih svojim sistematičnim pristopom, ne, se pravi, temu rečejo scent intelligence, ne, se pravi, njihovih obveščevalcev je kot zrnc peska na obali, ne, se pravi, vsak študent, vsak, ki ga potem napotimo v tujino, vsak tanka, ne vem, rezance prodaja, je naš vir informacije, ne, ker je tradicionalna družba taka, da je pač enostavno piramidalno sestavljena in se ta odgovornost konstantno uveljavlja od vsakega kitajskega državljana. Oni so v bistvu s to ogromno mrežo pridobili zelo veliko znanja, ne. In če pogledate, naprimer, stvari, naprimer, sem bil presenečen leta 96 na tej akademiji Quantico v Virginiji, kjer sem pač moral med ostalim si kupiti uniformo, pa tako naprej, in sem kupoval čevlje, ne. In ugotovim, da so kitajske, in gledam superge okrog, vse na kitajskem narejen. In sem rekel, kako pa to, da vi Američani v bistvu Nike je na kitajskem narejen. In so mi že takrat povedali, umazana industrija tega pri nas noben več noče delati, smo dali Kitajcem. Evropa je enako, ne, zakaj pri nas velike firme, tako kot je bil Peko pa podobne, pa Alpina propadajo? Zato, ker je na Kitajskem to cenej. Kitajci so v bistvu pobrali vso umazano tehnologijo, ki jim seveda to škodi zaradi ekonomskih podnebnih pravzaprav razlogov, ampak so veliko znanja akumulirali in to znanje je danes v njihovih rokah. Ne. Ena od stvari, ki je mogoče še zmerom ne obvladajo v popolnosti, je proizvodnja čipov najvišje kvalitete. Zato je pa Tajvan v kitajskem interesu, ne toliko za tistega malo zemlja, ampak zato, ker je Tajvan v bistvu vodilni proizvajalec najmodernejših pa najbolj razvitih čipov. To je tehnologija, ki nimajo v tem trenutku niti Amerikanci, niti Kitajci. Se pravi, Kitajska je v tem trenutku, zato se sami tako odločajo, predvsem ekonomska grožnja, velika konkurenca vsem ostalim. Se pogledajte, danes jaz ne kupujem s Kitajske, ampak imam pa celo plejado kolegov, ki kupujejo relativno čisto v redu stvari za bizarno majhen denar. Ne. Ja, in zdaj delajo velik napredek tudi na področju umetne inteligence. Ne. Pravijo, da bo umetna inteligenca v bistvu orožje, ne, seveda bo orožje, spopada. Bo orožje. In že zdaj orožje, ne, čeprav ga ne čutimo. Naprimer, veliko teh dezinformacij, namreč eno od realnosti današnjega sveta je ogromna plejada dezinformacij, ki jo v precejšnji meri generira tudi umetna inteligenca. Ne. Tako da običajen človek, ki ne bere knjig, ki ni sposoben sedeti za računalnikom 24 ur za to, da se bo nekaj naučil, ne, gleda na telefonu tele instantne novice, pač tem stvarem nasede, jemlje nekaj kot realnost, čeprav je to daleč od realnosti. To so nevarnosti. In nikoli ni bilo tako enostavno v bistvu generirati lažnih informacij, dezinformacij, kot danes tudi s pomočjo umetne inteligence. Samo eno vprašanje, če se še vrneva k USAID, ne. Musk je označil to organizacijo na nek način za skoraj da teroristično, ne? V smislu, da gre za kadre, ki so skorumpirani, da se je preko USAID denar prelival v nevladne organizacije, tudi v Sloveniji, ne? Recimo konkretno portal Oštro, Anuške dedič. Skratka, da se je denar namenjal za postavljanje politično prijaznih vlad, ne vem, demokratom. Očitno je to očitek te administracije. Do določene mere je to verjetno res, ne. To je vselej tako, ne. Namreč to so orodja, ki jih ima na razpolago trenutna vlada. Dajte. There's no free lunch, ne, ni zastonj kosila. Ne. Recimo preko teh mehanizmov USAID, ne, se seveda podpira prijatelje, ne tisti, ki niso prijatelji. Zdaj, Trump se je temu odrekel, ne. Mislim, kar je smešno, ne. Tok in tok vlad ameriških je to orodje s pridom uporabljal, on se pa zdaj temu orodju odrekel, kar bo škodljiv za njihove mednarodne interese. Na drugi strani so pa to res tako veliki aparati, ne. Če nimajo nekega konstantnega prevetrenja, ne, vse od vrha navzdol, ne, z nekimi novimi poštenimi ljudmi, je to recept sigurno tudi za korupcijo. Ne. Veste, vsej tej sferi mednarodne razvojne pomoči, ali pa vojaške, in to v Ukrajini, ne, ki je znana po korupciji še prej, ki je bil mir, ne, določene kvote tega denarja zanesljivo poniknejo v zasebne žepe. Ne. Evropski voditelji so bili šokirani, ko je J.D. Vance nastopil in govoril na Münchenski mirovni konferenci. Ne. Ja. Jih okrcal, kritiki so bili ostri in potem so se izbrani evropski voditelji v Parizu srečali na nekem kriznem sestanku, kjer Slovenije ni bilo zraven. Ja, ja. Marsikdo že špekulira,
vzpostavljajo se zdaj že klase. Ne? Slovenija ni prvorazredna v Evropi. To ni novo, to se dogaja že kar precej časa, ne? Da imamo v bistvu ta hitro pa ta počasno Evropo. Ne? In Slovenija dejansko 2 milijona ljudi, politika, kakršno imamo na evropski ravni, ne pomeni nič. Ne? A bi sploh bilo kaj drugače, če bi recimo vladal Janša, ne Golob? Mislim, da bi bilo deloma drugače, zato ker Janša pa ne želi spremljati klofut niti doma, niti ne v tujini. Ne. On je vseeno bolj poznan in bolj prodoren. Zdaj, a bi pa imel recimo na taki ravni kakšen poseben učinek, je pa le ugibanje špekulacije. Ne vem, a bi ali ne bi, ne. Ampak Slovenija s tem svojim potencialom ne more biti faktor na te šahovnice. Ne. To, kar pa zdaj počnejo v tem elitnem klubu, ne, je pa seveda lih obratno od tega, kar bi morali narediti. Ne. A zdaj boste Nemci, Francozi pa nekdo še rešvali Evropo. Ne morete sami, ne. So pa Dance povabili. Ja, so, ne. Ok, Danci imajo interes zaradi Trumpovih groženj okrog Grenlandije, ne. Ampak dobri Poljaki so recimo lahko zraven zato, ker so tega novega bloka, ki se je preklopil v Evropski uniji, najmočnejša država, ne. Jih je 40 milijonov. Seveda pa tudi razvoja imajo zdajle, Slovenijo itak zdajle že vsi prehitevajo počasi na tem razvojnem področju. Slovenija nima kaj ponuditi. In če ste gledali listo, ki se je objavili v tem mediju Politiko, ne, ki pač povzema stvari, ki se dogajajo na ravni Evropske unije, in so naredili spisek najbolj vplivnih politikov Evrope, ne. Niso vsi noter, ne, Slovenija, seveda našega predsednika vlade ali pa predsednice države, ni zraven. Pa tam okrog 200 obrazov se mi zdi bilo na tistih. Sem šel prav pogledat, a je iz Slovenije nekdo toliko vpliven na tem mednarodni ravni, da ga bodo vse omenili. Niso. Se pa verjetno lahko strinjava, da v Evropi, to ste že prej samo omenil, manjkajo ta hip neki močni voditelji. Ne? Pravijo, da je zadnja taka prava voditeljica močna bila Angela Merkel. Bila je močna, žal pa škodljiva za Nemčijo. Naredila veliko napako. Ona je bila v svojstvu pošten človek, ne, se pravi, ona je hotela neke dobre stvari speljati, ne. Je pa zanemarila gospodarstvo, kar je bilo nenavadno, ker kadar imajo v Nemčiji pač to krščansko vlado, gospodarstvo prosperira, pa ne se je to zamenjalo, ne. In ona je v resnici njej pripisovati tele posledice irregularnih migracij bi bilo krivično. Ona je takrat v začetni fazi reševala Madžare. Na Madžarskem se je v bistvu v tistem obdobju leta 2015 zateklo na tisoče, 100 tisoče teh beguncev, ne, iz Sirije, plus vseh, ki so se zraven v te karavane priklopili, in Madžari tega niso bili sposobni obvladovati in jim je šla nasprot takrat Merkel in rekla, v redu, bomo organizirali, bojo prišli v Nemčijo. Ne. Pa se je pa to v bistvu kot splošen model vzpostavil v Evropi in smo imeli v bistvu 2015-2016 koridorje vzpostavljene iz meje dol na jugu, pa vse do Nemčije gor, kjer so vlaki vozili v bistvu te migrante, ki jih ni noben obdelal. Se pravi, njej so to pripisali kot neko veliko krivdo, ne. Ampak se pa strinjam z vami, da je bila ona je bila v bistvu državnik. Ja. Ja, no, in podobno so zdaj očitali, da tudi ZDA v zadnjih 4 letih niso imele močnega državnika. To je pisal Janša v svojem daljšem zapisu na X-u, ne, o nekem začetku nove hladne vojne. Zabavno je bilo takrat, veste, ki je bil George Bush mlajši, ne, predsednik, pa sem mislil takrat, ki je bilo dosti štosov na njegov račun, ne, da ni sposoben, ampak potem, ko to gledaš z ene distance, vidiš, da je bil praktično, je bil dober, ne, mislim, brez neke posebne konkurence kot državnik je bil tudi... Bi se vojna v Ukrajini začela, če bi bil Trump predsednik? Ja. On pravi, da ne. Ne, to so njegove tele samopercepcije, ne. Mislim, da tako, kot zdaj, ne. Mislim, on igra pač neko igro in bo lahko to igro ravno toliko cajta, dokler bo to v interesu Rusije, ne. Se pravi, Putin je ključni igralec v tej igri, v teh mednarodnih odnosov, ne. Zdaj on lahko zagrozi, tako kot je že povedal, ne. Ali bojo mogli Rusi tako narediti, ali pa. Kaj bo to ali pa? Kaj boš pa naredil? Boš stisnil gumbek za atomski spopad? Nevarno je, če imaš take ljudi na oblasti, ki pri Trumpu se mi zdi, da je bilo to celo mogoče. Ne? On res lahko s temi svojimi odločitvami marsikaj poslabša v teh odnosih mednarodnih. So pa v Evropi številni Trumpov prihod na oblast podprli, ne? Tudi zaradi boja proti prebojenski ideologiji, ki da se je izrodila. Ne? Drži, to je zaradi tega, ker postaja, kot sem prej na začetku rekel, Slovenija je binarna, smo enke, smo pa nule, ne. Se pravi, samo dve skrajnosti, ne, nič vmes. Svet postaja tak, ne, se pravi, ali si pristaš te woke ideologije, pa tega, kar se je v zadnjih letih razvil, ali pa kontra temu, ne, se pravi, nekim tradicionalnim vrednotam, in to dvoje postaja čedalje bolj nasprotujoče si, ne, in veliko ljudi,
ki niso tako zelo politično aktivni, so bolj tradicionalisti, ne podpirajo teh novih ideologij. Ne. In to se spreminja na svetovni ravni, naprimer gender equality, ne, naprimer enakopravnost spolov. Ja, super, se kdo ima pa kaj proti temu. Kaj pa gender equity, ki je bolj pomembna stvar, ne? To pomeni, da ti v bistvu daš ženskam boljšo možnost za to, da delajo posel, ki ga sicer moški delajo. Ne? To je čist drug termin, ki pa ni toliko v spredju, kot ga zdaj v bistvu te evropske pa neevropske ideologije povzdigujejo. Globalizacija ja, ampak ne na škodo nacionalnih suverenosti. Potem migracije ja, ker so nujne tudi za ekonomski razvoj, sploh če imaš koliko v Sloveniji upada nam nataliteta, mi bomo odvisni od teh, ki bojo prišli k nam. Ampak se morajo integrirati v družbo, morajo se naučiti jezika in bodo postali državljani, ne? To ni noben problem. Ampak, ko se to z leti v bistvu postavlja v prvo linijo, ne, se pravi te nove ideologije, ne, politične, potem to pri določeni kvoti ljudi naleti na nasprotje. Niso to ljudje, ki bi hodili množično na neke proteste, na ulice pa tako naprej, ampak opazujejo od daleč, ko jim nekdo ponudi nekaj drugega, reče stop, tole je pa pretiravano, seveda to podprejo, ne. Jaz sem recimo osebno tudi zelo proti tem skrajnim ideologijam. Ne. Včasih smo rekli, pa ni nič proti, pogledajte, za mene je lahko nekdo homoseksualec, lahko ne vem kva. Sam to ne more biti prvi kriterij. Ne. Ti bo najprej dober človek, dober strokovnjak, naredi svoj posel, ono ostalo pa zadrži za sebe. Pa so evropski voditelji vsaj določeni začutili, ne, da je prišlo do tega preobrata, začenši najprej v Združenih državah Amerike. Mi smo nedavno videli nastop recimo vodje opozicije slovenske Janeza Janše na Ruparjevem protestu, kjer je govoril o tem, tudi mi bomo uzakonili, da bosta v Sloveniji obstajala samo dva spola, ne, moški in ženska. Skratka, na nek način je povzel nekatere Trumpove... Spet so na binarnosti. Ja. Enke ali pa nule. Ja. Sivino je treba iskati. Ne. Se pravi, narediti nekaj, kar bo... Hoče reči, kakšen vpliv bo Trump imel na Evropo? Če bo njemu uspeval, ne, naprimer, kar jaz trdim, da bo dolgoročno ne bo ekonomsko bon škodljiv za Ameriko. Ne. Če bi mu uspeval vsemi temi stvarmi, ki jih naredil, ne, se pravi, da bi večina ameriških državljanov, ne, celo tudi tisti, ki mu sicer ne verjamejo, sprejela rezultate, ki bi bili pozitivni, potem je to model, ki ga bodo vsi sledili. Če pa ne, bo seveda pa ravno kontra. Ne. In jaz trdim, da pri kritičnih družbenih spremembah ne more nikoli o tem odločati samo tisti, ki je trenutno na oblasti, ker ta bo čez 4 leta šel. Mi imamo pa prekratka življenja, da bi se igrali te eksperimente zdaj vsakih 4 leta. Ne. Tam je pa treba, tam se pa vidi, koliko je v bistvu nek narod napreden, koliko je demokratičen, koliko razume demokracijo, je pa treba iskati širše konsenze. In če ga pač v nekem obdobju ne moš najti, boš počakal na bolj ugodne stvari. Iti radikalno rezati, to je pa ena največjih neumnosti. Ne. In tega se vidi jaz pri nas. V Sloveniji že veliko, ne, mislim, vsaka vlada se zamenja, smo spet na začetku. Ono ni dobro, ki so oni prej naredili, gremo mi na novo postavljati. Zato pa nič ne naredimo. No in zdaj smo vstopili v zadnje leto praktično že vstopamo v zadnje leto pred državozborskimi volitvami. Kaj pričakujete? Tudi kakšen poizkus tujega vmešavanja v naše volitve ali ne? Zdaj, koliko so ta vmešavanja v naše volitve navzoča, mislim, da v zadnjih nekoliko letih verjetno, da nekaj dosti. Marsikaj se dogaja na nivoju tajne diplomacije, to je res. Ne. Ampak ta vpliv ali pa recimo družbene spremembe so bile bolj zanimive za Zahod, naprimer pa za Ameriko tam pred našo osamosvojitvijo. Pa že tam smo lahko videli, da so v bistvu podpirali drugačne rešitve, ki smo jih mi potem upeljali. Američani so bili proti osamosvojitvi in tako naprej. Tako da je to v bistvu precej relativna zadeva. Ne. Zdaj, ta prav vpliv bi se kazal samo skozi financiranje. Ne. Dam neke stranke denar, ampak to danes v bistvu lahko narediš samo na način, ki ni zakonit. Skratka, bodo volitve zdaj bolj pravične, če ne bo več pomoči USAID, ki se je morda v Sloveniji tudi zlorabljala, recimo, da je bila namenjena novinarjem in medijem, ki so politično obračunavali recimo z SDS. Ni bilo tega denarja tako zelo veliko. Problem je v tem, da se pri nas danes medijski prostor, kar vi dobro veste, financira po drugačnih ključih, po internih, domačih ključih. To mešanje hudega biznisa na eni strani, se pravi čisto ekonomskih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, na to se pa kup še nek medij, tle bi bil pa jaz precej radikalen, to bi bilo treba pa razdvojiti.
če si medijska hiša, si medijska hiša. Ne moreš biti 90% zmagovalcev javnih razpisov za gradnjo avtocest pa podobnih stvari ali pa za upravljanje smetišč, zraven pa meče svoje medije. Ne. To je škodljivo, to ni demokratično, to je fakt. Ne. Vendar je stvar v tem, da mi kot demokratična država še nismo dosegli tiste točke, na kateri bi ljudje premogli toliko v bistvu te politične kulture, da bi rekli, ok, jaz moram videti, kaj se dogaja, kaj je prav pa kaj je narobe. Ampak to sploh ni važno, prav pa narobe. Ali sem za Janšo, ali sem pa proti, ali sem za nekoga, ki ni Janša, ali pa proti. Ne. Poenostavljene stvari. Ne. Ljudje v bistvu niso pripravljeni vlagati veliko svojega prostega cajta, da bi ugotovili, kaj pa če pri tem tudi kaj dobrega, ali pa prvno drugemu ni vse tako zelo slabo. Ne. In jaz vam povem, da sem pesimist, tako da mislim, da naslednja rotacija ne bo prav nič kaj hudičev boljših, so bile pretekle. Bojim se, da bo zdaj namesto, naprimer, če bi se vzpostavila desna vlada, ne, bo namesto dejanšizacije pač potekal nek drug proces, kjer bo spet v bistvu obglavljenih cela vrsta ljudi, ki si tega ne zaslužijo. In s tem bomo kot družba še bolj nazadovali. Na levi strani pa zelo verjetno spet nek nov obraz, ki ga bojo pripeljali v zadnji sekundi. In ne vem, kdaj se bo to v bistvu rešilo. Jaz sem mislil, se bo z generacijskimi spremembami, ne. Ampak ne. Je zanimivo, da gre to na mlajše generacije. Te v bistvu, ta prepričanja pa ta antagonizem, ne, ki misli človek, da bo zgodovinsko umrl. Ne. Tako da danes gledaš mulce pa skače okrog z nekimi simboli ene ali pa druge strani in so, če ga vprašaš, tako zelo verjamejo te stvari, ki so jim jih očetje ali pa dedje povedali, ne, nimajo pač tiste kritične presoje, da bi ugotovili, da je to res v redu ali ni. Mi se veliko ukvarjamo s stvarmi, ki so popolnoma irelevantne, bi mogle biti ostati v zgodovini, pa se ukvarjati za neko prihodnost države. Ja, narod si bo pisal sodbo. Ja, točno tako, veste. Sami smo krivi za to, kar imamo. Ne. Edini način, da pa to preprečimo, so pa neke volitve, pa neka katarza političnih strank. Tako da politične stranke, tako kot v demokratičnih državah, tam, kjer imajo daljšo tradicijo, pa so ekonomsko, socialno uspešne, ti prideš v politiko in nabereš okrog sebe somišljenike, ampak to so dobri ljudje, to so ljudje, ki znajo upravljati. Ne pa, da vzameš nekoga, ki je podpornik, v resnici ne zna pa voditi nobene stvari in ga postaviš pa celo za ministra. Ne. Gospod Andrej Rupnik, najlepša hvala za obisk na Domovini. Hvala vam, ker ste me poslušali. In hvala vam, ker ste poslušali. Bilo je zelo zanimivo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vidimo se prihodnji teden.